Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji v studiu, prirejenem studiu, gostimo dva glasbenika, Emira Ibrakića in Luko Grobojško. Živijo. Živijo, pozdravljen. Kitarist in basist. Aha. Pa je band. Luka, bom daj pa najprej mogoče tebi besedo. Ne vem, če se spomniš, ne, ampak ali pa če si slišal, ne, daleč nazaj, ne, ko sem si jaz nadel tale prstan, je del tvoje družine igrala na moji offseti, ne? Ne. Se ne, ne? Nisem šel jev. Nisi šel jev, ne? Tvoj oči pa tvoj dedek, že pokojni, ne? Ja, bila pa še Steban, tako da je bila zanimiva glasbena bila skupina. offset. Tako da, ne čudi, da si tudi ti glasbenik. Ja. Kako je šlo pri tebi to? Živel si z glasbo? Ja, mislim, ate je igral, oče je igral in je bilo... Vsi inštrumenti so bili v hiš, glasba je bila skozi doma, kamorkoli sem stopil, čez kjerkoli vrata je bilo nekaj zvenelo. Pa tudi je bilo tudi tako, da večina tistih nas, mislim, mojih letnikov ali pa mlajši, malo starejši, ko so imeli doma glasbo, so avtomatsko bili skoraj vsi vpisani tudi v glasbeno šolo, tako je pač bilo in tudi pri nas je bilo isto, smo šli vsi lepo. To nekako gre, ne? Tudi če je doma nekdo gasilc, ne? So potem kar vsi gasilci. Ja. In zdaj, katere inštrumente pa bil tebi v tistih začetkih najbolj pri srcu? Zdaj, katerega si zaigral? Harmonika je bila Doma. doma. Kdo pa je igral harmoniko doma? Ata je igral harmoniko. Ata. Ja. Ati pa ne? Ne. Ata je igral harmoniko, pa tudi veliko je bilo opisal harmoniko tiste leta, tudi ko sem jaz šel v glasbeno šolo, kitara pa harmonika, se mi zdi, da glih kaj drugega tudi ni bilo nekaj popularno, pa harmonika ni bila nekaj zelo, ne. Govoriva pa o tej klavirski, ne? Klavirski, ja, klavirska. In to je bilo pač ta prvi inštrument, prvi izbor, pa naprej. Ti si odraščal seveda v Kisovcu, ne? Tudi z bratom Tomaž, vem, da je kickbokser, ne? Ja. Ti nisi kickbokser, ne? Ne. Je on tudi kaj glasbeno nadarjen? Tudi igra kitaro, pa bas, kontrabas, tudi to sem pred kratkim ugotovil, da tudi na 4-5 strun mu odgovarja, tako da. A se še kdaj zberete, zdaj te sorodniki, ki znate igrati? Zdaj mislim, da je imela babica 90 let. Ja, ki je imela mama 90, smo se pa res vsi vnuki dobili pa... A ti tudi, ne? Ja, pa ni igral. Ni igral, ne, aha. samo vnuki smo imeli šov. Ja, koliko vas pa je, ki znate igrati? Ti? Vsi igramo, dejansko. Tomaž? Vsi tudi Vesna, Sonja Grošelj, tudi obe dve igrajo. Aha. No, Jožeta, bratranca mojega, njega sicer ni bilo, ampak tudi igra, tako da. So bile potem kakve solze, ne? Absolutno so bile, ja. Doma se je pa veliko prepevalo v tvojih otroških letih, ne vem, igralo. Si ti šel na teh rojstnodnevnih zabavah ali pa mogoče na kakšnih teh drugih izven družinskega kroga? Mislim, itak so bili drugačni cajti, kot so zdaj, ne. Itak se je pel, se je bistveno več, ko se danes poje, ne. Se je, tudi znotraj družine, ne. Tudi počasi poslušam kakšne starejše od mene, dosti starejše od mene, ko razlagajo, pa smo doma veliko peli, ne. Mi smo tudi, ne, ampak danes pa ne poznam nobenega več, ko mi lahko reče, da so doma kje v družinskem krogu peli, ne, ali pa ne vem, tako, pa tudi mi, ko smo mladostniki ven hodili, pa smo ga žingali, pa smo glih tako peli, ne, pa se zdaj sliši staro sicer, ne, ampak tako je bilo. Kar je pa tako, mislim, za rojstne dneve... Pa tudi za godove, ne, včasih. Kajde? Tudi za godove. Ja, mislim, ti se več praznovali, kakor se danes. Zdaj, ja. Tako da itak je muzika bila skozi, kamorkoli si stopil. V glasbeni šoli si imel pa verjetno tudi sam kaj teh nastopov letnih, ko si bili, in ko si prvič stopil pred publiko.
Trema. Je trema to, ne? Jaz si to ne Taka, predstavljam. ki je še zdaj. Se me drži od osnovne šole, po mojem naprej. Vede. To se pa ne navadim, pa je zmeraj nek. No, ampak večina pravi, da tako mora biti, ne, da ni preveč sigurno. Da je dober, ne? Da nisi preveč flegma. Ja. Emir, zdaj, Ja. tvoj oče, ne, smo ga že kar nekajkrat snemali, nogometaš Caki, sicer Hajrudin, eden najbolj poznanih nogometnih trenerjev. Zdaj bi človek pričakoval, ne, da bo šel po teh športnih nogometnih poteh. Ja. Malo si šel, ne? Mal, ja. Mal, ampak ne prav dolg. V bistvu je bilo že v otroštvu ves čas kitara pa nogomet. 1-1. Pa tudi danes ni prav velike razlike med Predvsem pa rad ljubeznijo spremljaš, ne, do šport, nogometa. nogomet, Ja, ne. ja. Sam so pač, čas ni bilo toliko, zdaj so še kakšne dodatne ovire. Ampak ne, v eni točki se je bilo treba odločiti, ali eno ali drugo, in nekako sem se odločil za glasbo. Ker mi je bilo v bistvu, nisem mi bilo težko odločiti. No. Zdaj, Ateka ne vem, pa njegovo družino, ne vem, če je glasbena družina, športna vsekakor, če ne drug je oče. Mama ne vem, če igra kakšen inštrument, mislim, da ne, ampak ne, to je stric, sorodnik nekako od mame, Sivčevič, Ja. bil je že tudi v Trbovljah, on je pa tako kot ti virtuoz na kitari, ne? Ja, on je kitarist, profesor na srednji glasbeni šoli. Pa zelo aktiven kitarist v različnih zasedbah, od pop, od etno, jazz zasedb. In je več kot uspešen v bistvu v svoji regiji. No. Tudi to klasično Ja, preigrajo tudi veliko, klasično, ne? ja. Tudi en takšen koncert je imel v Trbovljah, vsaj enega se spomnim. Ja, ja. Ne vem, je bila logična izbira kitara, tudi zaradi njega, on je malce starejši. Ja, ne, je toliko starejši, da v bistvu takrat nismo imeli še nekega blaznega kontakta. Jaz sem se začel učiti kitaro pri 6-7 letih. Ključna je bila v bistvu učiteljica flavte iz glasbene šole v Trbovljah, Vilma Lučič. Smo bili družinski prijatelji, starši. In v bistvu me je ona, kao, ne, ti boš že šel v glasbeno, boš šel ne vem, na flavto, boš šel to, karkoli, ampak jaz sem pol zaradi nje šel v bistvu sploh tja gor pogledati variante inštrumente, ampak ko sem videl kitaro, je bilo to. In si se zaljubil v kitaro, ne? Ja. Ne vem, enkrat, sem me preko Facebooka zaprosil, če lahko delim eno objavo tvojo, si iskal eno kitaro, ne, svojo. Ja, Zdaj ne vem, si jo že našel? Ne, žal, ne. Kaj je ta zgodba Evo, s kitaro? še enkrat lahko povem. Daj povej, no. Ja, to bi bil res vesel. Prva moja kitara, Yamaha, ti bi verjetno bolj vedel, začetniški model. Yamaha C40, neki klasična kitara, to je bila moja prva kitara, ki je bila, na njo sem igral od 7. tja do skrajšam 11-12 leta, pol je bila že malo preslaba kitara in pol je stala v kotu. Na kar sem se pol, ne vem, v srednji šoli odločil, da jo prodam, ker itak se ni niti uporabljala, ampak edina kitara do zdaj, ki sem jo prodal in bi jo kupil nazaj. Sigurno. Zgolj zaradi neke druge vrednosti. Če kdo še ima doma, ne? Če kdo še ima, bila je prodana eni gospe v Zagorju. Mislim, da je bila iz Zagorja, ki je za hčerko kupila, ampak nimam pa drugih podatkov. Lahko mene kontaktira, ne? Absolutno. Pa bom jaz že dal tvojo številko. Tako, pa tudi ceno naj pove. In da odkupiš nazaj. Ja, odkupim nazaj, sigurno. Čeprav, ne vem, tudi mi smo imeli včasih doma. Ta gospa me je spoznala drugače na vlaku. Na vlaku. Na vlaku, relacija Zagorje-Ljubljana. In tam smo se pogovarjala, jaz sem imel kitaro, pa je vprašala, beseda 2, in pa sem prišel na to, da prodam kitaro in ona je kupila za hčerko. Si se je dobro prodal? Ja. Ja, no, vse kitara je bila pač za začetnika. No. Za začetnika. Zase je pa zelo slabo, da sem jo prodal. Zdaj, jaz tudi, vem, smo imeli doma kakšno kitaro, ne, ampak je včasih tudi potem kakšno leto stala kje v kotu. Ne vem, pa sem pol kaj tiste napel žice, ne, strune, Ja, pa se je včasih tisto odlimalo, ne. kobilca. Ja. Pa se ne da več popraviti to potem, ne, dobro, ne. Zdaj, če Da, se je Vse to je pri vprašanje, slabših kako se kitarah, splača. ne. Ja. Ja, tako da če pa reč v kotu, počasi umira tudi kitara, ne? Ja, les, mislim. Les, Če ne drugega se suši. Razsuši se, ne? Ja. Aha. Ja, zdaj pa nimaš samo eno kitaro, ne?
Ne, je dosti. Jih je več? Več, ja. Zakaj? To, Različne zvrsti, različni modeli kitar, ima tudi različne zvoke. No, ti nisi samo 4 leta hodil, ne, v glasbeno šolo, si Ne. jo zaključil, ne? Ja, zaključil, pol šel na srednjo glasbeno konzervatorij, V Ljubljano, ja, v Ljubljano, pa pol na akademijo. potem pa še magisterij. Ja, To tudi pa v že Ljubljani. ob delu, ne? Ja, si ja, bil sem že poučeval, v bistvu učitelj na- že tekom akademije sem že poučeval, že tekom prve stopnje. Sem že učil v Trbovljah na glasbeni šoli. A že takrat? Ja, Aha. In na glasbeni šoli si bil v Trbovljah kar nekaj časa, ne? ja 10 let, 11. Je bilo, potem si ustvaril družino, si se preselil v Ljubljano Ja, in ta vožnja je kaj prevagalo. ja. Pa se je težko posloviti od nekega kolektiva, kjer se Ja, dobro počutiš. ker je bilo res super šola in Ves super čas ista vzdušje. direktorica, ne? Ravnateljica. Tako, vse je že postalo Katja Mikola, ne? Ja, tako, vse je bilo zelo domače, zelo prijetno in mislim, kaj bi si lahko želel več kot brez muke iti v službo. Ne? In to je bilo vseh 10-11 let in verjamem, da bi bilo še 30-40, če bi ostal, ampak dajmo reči, da je čas zdaj trenutno nekaj, kar več potrebujem kot zaradi družine, več kot pač službo. 2 otroka imaš, ne? Ja. Imata samo, Ja, ki je tudi tako. glasbenica, Tako, klavir, ne? ja. Zdaj že otroka, ki vzameta v roke, kakšen inštrument. Vem, da tudi žogo, ne? Ja, tudi žogo, brez žoge ne gre. Ne, ja, Sven, on kitaro ima rad, mlajša je pa še malo premehna, Je še premehna, pa rada ne. posluša, to je pa to. Posluša pa rada, ne? Ja. Aha. Kako je bilo pa s tabo, ko si tu zaključil v glasbeni šoli, ne? Nekako smo te potem, ne? Še leta kasneje, ne? Še par let nazaj, ne? Ne vem, lahko da se zdaj motim, da tudi še kak mesec nazaj, ne vem, boš popravil. Smo te potem še videli na odrih, če je glasbena šola kaj organizirala za Gorje. Kakšne nastope? Ja, mislim, z glasbeno smo v takih prijetnih, dobrih odnosih že od nekdaj. Zakaj? Pa poznamo se vsi, ne, poznamo se z vsemi profesorji, ali smo kolegi, ali smo se že dolga leta poznamo. Pa dejstvo je tudi, da v našem koncu ni basistov toliko, ko bi brali note, ko bi igrali pač tisto, kar imajo oni za odigrati. In to oboje skupaj je nekako In te pokličejo razlog, in- da smo nekako skozi, kadar pač imajo se zdaj dosti menj, vmes so pač tudi sami znotraj glasbene šole končno našli zamenjavo, da ni treba skozi neke zunanje klicati. Pa greš tako da, rad? če bo vedno, kadar je. Mislim, že tisti programi so načeloma luštni, tisti ljudje, ko delamo skupaj, so tudi na nivoju. Zdaj, omenili smo očetovo družino, ne, pa od dedka, ne. Kaj pa mami, Jelka, je tudi kaj glasbeno, kaj njena družina, to pa ne? Mame pa sam posluša rada, pa poje, kadar jo noben ne sliši, po mojem. Tako da, Ti že imaš kaj naslednikov? ne še. Zaenkrat še ne. Zaenkrat še ne. Tako da to še čaka. Zdaj, v katerih glasbenih skupinah, dobro, v glasbeni šoli, pri različnih orkestrih, ne, si sodeloval, kaj pa pri vseh, vem, jaz se te spomnim teh v zadnjih letih ali pa mesecih skupine Zasavci, legendarne skupine, ne, si tudi bil član. Kaj pa pri drugih skupinah še? Mislim, začelo se je to že kar nekaj prej in z Andreja Mikico, bolj v pop-rockerskih vodah, že kar zelo dolgo nazaj. Ja, Pol je ima bil tudi nekaj prestop, solitičnih posnetkih, ne. pol je bil prestop k Big Bandu, pa k Pihalnem orkestru. Iz tega je pol mrske se še pol nanesle razne manjše ali pa večje zasedbe. No, poje so tudi, poje klico me Stane Ojsterš, ki so Zasavci rabili zamenjavo. To je bilo, mislim, da za njihovo 45 let so imeli, mislim, da tudi, ko sem jaz prišel zraven. In to je bilo, mislim, da pol ene 5 let, nekaj tazga, slabe 5 let. 5 let je bilo potem. Sem bil jaz pol še pri njih. No, istočasno se je pa odvijalo še en milijon enih drugih projektov, lastnih in
projektov drugih, med drugim tudi od Emerja, to je zdaj 6 let nazaj, Ste začeli kar sodelovati? smo začeli sodelovati. Ja. A to je skupina Lagarta? Ne, to je približno tam nek, z Emerjem pa smo, mislim, da je tam en let prej zaštartal, Lagart je pa, mislim, ja, je pa tudi ta Tudi s 6 kakim let. imenom, kako skupino? No, kar to je pa tvoje, kar ti. No, Ne, po pa mojem, gremo še na tvojo po glasbeno mojem je pot. bilo Ja. čist, mislim, zasnovano je bilo čist projektno. Stvar je trenutno mogoče na enem status quo, ampak Aha. ne bi rekel, da je čist zamrla, mogoče se kdaj zbudi. V bistvu smo eno priložnost na ene par dogodkih Trbolah predvsem igrali. Z zasedbo in smo naredili v bistvu nek program Magnifikovih skladb iz filma Montevideo, pa iz Aha. nek presek njegove kariere do zdaj, z orkestrom, z aranžmaji, in potem je sodeloval Zasavski godalni orkester Pokomeno Moso iz Trbol. Aha. Pol je bilo gostovanje v Stični, v Stični, z njihovim tamkajšnjim orkestrom, in potem še njihovo gostovanje tle, kjer smo pa v bistvu tak malo večji gala koncert imeli v sklopu organizacije Mladinskega centra Trbovlje, še takrat, tako se je imenoval, in sicer Noč emocij. To je bilo pa tik pred covidom. Potem se je pa tako malo ustavilo. Pa se je pa zadeva ustavila, naj bi še mogoče kaj peljalo, zdaj pa je, se pravim, upam, da na nekem status quo stanju. Tako da tam smo začeli v bistvu s nekim ustvarjanjem, ja. Pa se je pa, predam žogico naprej, pa se je pa v bistvu Lagart skupina, ne? Ampak preden pridemo do te skupine, pa do Luke, daj mi še ti povej, s katerimi glasbeniki pa skupinami si pa ti poleg že naštetega sodeloval. Vem, da je z Nuško Drašček, ne? Ja, z Nuško sva se spoznala tekom študija na akademiji. Pol naredili neko zasedbo, oba sva sodelovala pri projektu Opera Orfej, ki je akademija krstno izvajala Opera Orfej v Sloveniji pa v Italiji. Ona je tam pela, jaz sem igral v orkestru in pa smo naredili s kolegi tam, v bistvu več ali manj vsi, ki smo bili na akademiji, tam naredili neko zasedbo, ki smo jo pol dlje časa tudi spremljali. Je bilo tudi kar nekaj turnejc pa koncertov z njo. Potem je ona malo, zasedbo se je tam spremenila, ker zaradi nekih drugih priložnosti, pa se je dosti posvetila šansonom in tako naprej, se je ta projekt v bistvu nekako zaključil. Drugače pa v bistvu s Timijem Krajncem sva ogromno preigrala, ogromno tekom akademije, pa še zdaj, v nekakšen duo kitar. Od nekih bolj znanih, pa mi rekel, kar sem imel bolj možnost sodelovanja, sta bila Lado Kreslin, vsekakor že, ko sem bil član skupine Balkan Boys. Potem je bil tle Zlatko, Marko Markovič iz tujine, sicer ga ne poznajo toliko tukaj. Tako da to je to, no. No, omenil si Balkan Boyse, so že dlje časa, koliko recimo si ti z njimi, ti si 4 leta? Ja, jaz sem od 2018, sredina 2018. Ja, bend pa že 13 let. Ampak to ni zasavska zasedba, ne? Ne, vse slovenska. Se pa to, slovenska, ja. Balkan Boysi, to bi nekako človek, ko sliši Balkan, vsi balkanski narodi nekako zastopani, Slovenci, Bosanci, Srbi, Hrvati, kako? V zasedbi ne, v zasedbi ne, v glasbi pa. V glasbi pa ja. Mogoče malo, v štartu smo malo bili skeptični, so bili skeptični, mene še ni bilo zraven, pa še zdaj se kdaj poraja vprašanje, če je mogoče malo neposrečeno ime Balkan Boys band, zato ker je tle nekako takoj na prvo žogo se pomislil na nek ali turbo folk, ali... Pa ni, ne? Ne, pa je, mislim, daleč od tega, niti približno nima to zveze s turbo folkom. Je pač čisto ena druga zvrst, oziroma več drugih zvrsti, s nekim prizvenom balkanskih, pa naj bo to romskih, srbskih, bosanskih, kakršnih koli, pač vseh regij, bom rekel, bivše Juge, pa tudi do Grčije. Tudi slovenske tudi, ki preigravate? Ne, da bi prav nekaj slovenskih skladb ne imeli, mislim, so skladbe z slovenskim besedilom, so pa drugače same avtorske skladbe. Avtorske skladbe in tudi eden izmed zgoščenk. Tako, to je tretja zgoščenka, ja. Si že pri tem sodeloval? Ja, to sem že. In to bomo dali tudi potem za nagrado, ne? Tako.
tisti, ki bodo to oddajo delili, ne, na Facebooku in tako naprej. Pa jaz predlagam, da za malce prekinimo, pa da slišimo to pesem Oj mala, pa lahko kaj v njej poveš, preden jo slišimo. To je skladba, ki je bila napisana, ne bom rekel z namenom, ampak ko je nastala, smo rekli, evo, to je pa skladba, ki je mogoče najbolj pop skladba od vseh naših, ki jih imamo. Da mogoče probamo zajeti nekako malo širšo ciljno skupino. Se pravi, da ne ostane, ker drugače večina skladb je malo bolj, malo mogoče že vleče včasih na kak jazz ali pa etno, kar se pol dosti zoža s publika, tle smo pa probali nekako združiti popularno, malo širšo popularno zvrst z nekim neko našo barvo. No, pa jaz predlagam, da ji kar prisluhnimo, ne? Pa da si spot ogledamo. Obrio sam bradu, doterao sam kosu, stavio lasion i novu žutu košulju, da tebe nađem ja, jedva čekam susret naš. Brkove sam imao ko Španac, a ona mi je rekla Italijanac. Kad zapjevao sam moju pjesmu, ona znala je da sam Balkanac. Plače mi srce što sebe dajem, za takvu ljepotu neću da se kajem. Ne mogu iz svoje kože, zato ti pjevam serenadu. O moj Bože, oj mala i lala, nek se zna da te volim ja. Oj mala i lala, za tebe pjevam iz srca. Nećeš biti moja, ti si fina dama, da bi bila sretna trebaš Italijana. Ja sam samo jedan mladi momak iz Balkana. U očima ti vidim da bi mene htjela, slušaj moju pjesmu ispred tvog hotela. Otvori mi srce i budi moja mala tarantela i slatka ko Nutella. Oj mala i lala, nek se zna da te volim ja. Oj mala i lala, za tebe pjevam iz srca. Pjevam iz srca. Oj mala, ej, la. Evo, zdaj spot smo si ogledali, pa mogoče par besed še o tem, kje sploh nastopate. Zdaj samo po Sloveniji ali greste tudi ven? Ja, tudi tujina. Letos je bilo sploh eno zelo dobro leto. Po covidno, ne? Po covidno, mogoče glih zato, ker je bilo treba nadoknaditi organizatorjem marsikaj, kar se je zamudilo. Ogromno je bilo po Sloveniji koncertov, bili smo v Avstriji na festivalu Woodstock, des Blas Musik, to je nek ponaredek originalnega Woodstocka, ampak je ogromna zadeva z 60 000 obiskovalci. Vredno iti
ogledati si v bistvu vsakem priporočam, ki je super stvar. Pred tako glavo množice pa lepo igrati, ne? Super, super. In bendi iz celega sveta, iz Avstralije, Amerike, Azije, povsod. Potem smo imeli gostovanje v Bosni, drugače smo pa večinoma seveda vsi v Sloveniji, v bistvu cela A1. Glede na to, da hodiš v službo, ne, se pa od te glasbe ne da živeti, ne? Ali bi se dalo? Trenutno žal ne. Trenutno žal ne. Ja, upam. Ciljaš pa na to. Zdaj, ne vem, če se prav spomnim, tudi v teh musicalih si že igral, nastopal? Ja. Ampak to je bilo tudi pred korona časov, ne? Ja, tako. To so bili te vsi neki projekti v bistvu, ki se pa najdemo glasbeniki tam. Ko se kaj potrebuje. Ja, Moje pesmi, moje sanje je bil musical, ki je bil tudi v Zagorju izveden. Ja, tako zanimive izkušnje. Je tudi zanimivo, ne? Ja, včasih pa greš tudi predsedniku, ne? Borutu Pahorju, ki je zaigrati, ne? Ja. Zdaj, kot da ima kakšen sprejem. Tako. Kako pa to? Tudi je bilo nek kontakt preko akademije, iskali so neke, pa so pol klicali v bistvu na akademijo, profesorje, pa so tam preusmerili naprej in pa smo se našli, ne vem, 3-4 predsedniki so bili na obisku. Ali Brdu pri Kranju, ali pa v predsedniški palači, ja. Je pa neka zakulisna glasba med večerjo in... Zdaj, težko s kitaro potem priti not, pregledal, kaj pregleda? Vse pregledal. In potem kaj, treme več, ne? Ne. Ti imaš tremo, mimo glede? Ja, je. Mora biti, ne? Mora biti, ki je v bistvu pozitivna stvar, če je v tej meri, da ne moti blazno nekako to izvajanje, ampak mora biti, ker drži fokus in koncentracijo na enem zelo visokem nivoju. Luka, omenila sva že nekaj teh glasbenih skupin, Zasavci, Markovici omenil, te, ko so nekako delovali zdaj, bomo rekli, v Zagorju ali pa v Zasavju. Zdaj, Koala Boys, so tudi zelo znani, včasih Snoopy tudi, Orleki, zdaj v Trbovljah Hiša, pa še kup drugih ansamblov, torej nismo samo knapi, v Zasavju. Ne, je kar tak lonc, ko velik rodi, Mislim, velik glasbenikov, res vrhunskih. Že pregovorno pač, ker je Brasov ali pa teh je načeloma iz naše doline, so najboljši bili, ali pa so, kakorkoli, tako da. Ja, imamo kar izbor. No, povej mi malce o skupini Lagard, kdo je sploh sestavljate, iz kje je ta skupina, koliko vas je? V osnovi pri Lagardu smo trije, Jaz na basu. Na basu. Bas, pač kot aranžer, pisec. Pisec. Skladb. Besedil in glasbe. Ja, tudi in glasbe. Pa pol je Peter Jeretine Bobnar. Iz kje on? Zagorjan. Pa Tilen Garonovič, pa iz Lačan. Pred Tilenom je bil Miha Plantarič iz Ljubljane. Tako da v osnovi je bilo tudi zamišljeno tako, da pač nek trio z gosti, Ker je bilo tudi cel projekt je bil nekako zasnovan zelo na podoben način kot pri Emirju takrat, pač projektno, in jaz sem se tudi odločil, to je 6 let dobrih nazaj, da bi posnel neko ploščo, tudi niti ni bilo toliko plošči razmišljanja, je bilo bolj... A to je prvi izdelek? To je prvi izdelek. Ki je šel zdaj, ne? Ja, v fizični obliki v petek. Dali smo sicer že lani ven, mrskej, nismo pa v fizični obliki, pa smo pa zdaj izdali tudi dosti zaradi covida, pa vseh teh zamud in pri printih in pri vsem ostalem, tako da... To je še topo. Ja. Še topo, ja, sem malo čutil, in tudi ta bo šel nekam, upam, do tople roke, Ja, upam. Preko nagradne igre. Zdaj, rekel si, da sodelujete tudi z drugim, eden od teh je tudi Emir, in jaz ne vem, ena pesem Lud in mlad, je to besedilo tvoje? Ja.
in melodija. Ima neko osnovno idejo, skladbe ponavadi verjetno tudi drugje tako nastaja, neka ideja je, sem jo začel jaz, ampak pol, ko sem prišel v Slepo ulico, sem se obrnil na Lukata, pa je v bistvu pomagal stvar dodelati do konca in še v bistvu sfiniširati potem in z aranžmajem za celo orkestrsko zasedbo, da je to pol zgleda tako, kot nam Je zgleda. tudi ta pesem, ja, tudi kot 7. je na tej zgoščenki. Pa preden kaj več o tej skupini, tudi v samem imenu, to me zanima, Lagarde, ne, povemo, jaz predlagam, da še to skladbo slišimo, ne. No pa dajmo. Kad sam bio ludi mlad, nisi me gledala kosa. Zavodila si pogledom svojim kao uzimam ti dah. Vidio sam sliku iz bajke, beba ti i ja. Ali pak bio sam ludi mlad. Sam samo jedna žrtva prevare. Izgubljen sam, stojim, pijem, ne krijem. Vraćam ovu priču u vrijeme kraj tebe. Da osjetim tvoje spas u tugi, tonem sve dublje. Hoću da se spasim ove mržnje do sebe, jer ništa nije vrijedno kao ti moja ljubavi. I naša lijepa prošlost koju si sam smisao života, s njom mi ništa nije vreme. Sad me ona zove tata, al zato nosi tvoje ime. Pusti da budem ludi mlad, daj da budem ludi mlad. Evo, skladba, videospot se je odvrtel. Luka, daj povej, kako je vse skupaj tole nastajalo, ne? To je, tudi naslov albuma je Take 5, ne. Kot v smislu, vzemite 5 let,
našega dela, našega truda, ustvarjanja, ne. Ker to se delali počasi. Mi smo, ne vem, tudi stroškovno je to ogromen zalogaj in zato smo delali, ne vem, vsak let 1 ali pa 2 skladbe, oziroma zadnje 2 let smo pol stopili v vrh na Pliniju na vse ostalo posnel, kar je bilo. Ampak nismo nikoli vzeli tako pod pritiskom, noben nas ni financiral, noben nam ni za vratom dihal, pač smo šli lepo v studio, ko smo si ga lahko pač zbrali, prvošili, plačali, poklicali vse prijatelje, ki smo jih imeli in To je vsakem. izdelek vaših življev. Ja, in vseh ostalih, ko so nam pomagali. Tako da, Zdaj, nekaj vidim, ne? Nekaj angleških naslovov, venček narodnih, recimo slovenski, ne? Luti mlad, ne? Recimo jugoslovanski, ne? Oziroma srbohrvaški ali kakorkoli že. Poletna noč, naša knapovska, različne, ne? Zdaj, kakšne zvrst glasbe je slišati tu? Lagarde ni bil zamišljen kot, ne vem, jazz trio, ker pač smo trije, ne, ali pa karkoli drugega, ne. Je bilo samo, rdeča nit je bila ustvarjati glasbo na najvišjem možnem nivoju, ko ga lahko ali si privoščimo, ali uspemo narediti, ne, ali kar nam dopušča znanje, ali pa finance, pač ponovadi je to, ne. In zato je tudi plošča tako pisana, pač meni kot glavnemu dejansko ali pa motorju v tem bendu, ne. Si nekako vodja. Ja, mi ni pač ena zvrst, mene ogromno stvari zanima, ogromno zvrsti me zanima, ne. In zato je tudi plošča dejansko zelo raznolika, ima pa rdečo nit to, da je večina skladb je pač orkestriranih in tudi posnetih z razširjenim zasedbam tam, ne vem, do 25 ljudi, ne. No, zdaj svojo ceno imajo tudi spoti, ne? Ni to čisto poceni, ne? Še zato je treba denar zbrati, ne? Ali, Mi smo prve leta smo... volonteri, ki... Ne. Prve leta smo sam snemali pa izdajali pač na spletne, mislim, ali pa na te omrežja, bolj tako pač slika pa audio, ne, mi smo videli, da to ne funkcionira, ne. In da je treba nekaj narediti, da se premika, če že ljudje gledajo tisto, kar ti objaviš. In smo šli pol, mislim, da s knapovsko, naša knapovska kri, da smo to prvo zastavili kot nek resen spot in napisali scenarij, vse kadre, spisali zrise. Ni hec, ne. Veliko snemanja, ne? Pa... No, moram reči, da kadarkoli smo snemali, vsaj zaenkrat je bila taka ekipa, pa tudi dobro je bilo naprej pripravljeno vse, da ni bilo tam, kako pa bi, a bi raj, tega ni bilo ponovadi, je bilo vse od ta prvega do ta zadnjega vse splaniran. In smo imeli večinoma, to je bilo pač en snemalen dan, s tem, da ne vem, za Where Would I Be, ki je tudi Emir igral solo, je pela Julija Lubej, smo imeli dejansko ves material v 4 urah posnet, ne, tako da pač kjerkoli gleda, vede, koliko je to enega dela in da je treba biti kar skoncentriran, ne, za 3 minute. 3 minutke, recimo, ne. No, zdaj, splezati je bilo treba tudi pri enem spotu, ne, to bomo na koncu videli, na Čibinovo škalo, ne, znameniti Kisuški Triglav, ne. Ja, smo se kar stelili iz stolpa na škalo pol, ne. Ja, tudi tisto je bilo, to pa ta zadnji projekt bil, ne. Si bil takrat prvič na Čibinovi škali? Ne, mi smo se že, otroci smo se veliko tudi pargajnali gor pa dol, tudi vmes, no, tudi priljubljena točka, ne. Ja, pa res, da že dolgo nisem šel, da sem mogel vprašati, kje se gre zdaj, ker je malo drugače, kot je bilo tudi, ko sem šel nazadnje. Ampak gor je pa še skoraj isto, no. Razen malce bolj krušljive postave, ne. Ja. Pa tista udrta mala bunker, stražarnica. Ja, no. Tista je že bila, ko smo mi prišli gor, je že bila. Ja, je že bila, ja, že kar nekaj let. No, to veš, čemu je služila ta Čibinova škala? Bunker je bil, ne, gor za... V času druge svetovne vojne so imeli nadzor nad celotnim Kisom, pa še malce dlje. Ja. Tako da, kar zanimivo. Razgled je fenomenalni in tudi, ki je bil izbor, vse smo dolgo mleli, kaj bi, kako bi prikazali, ker tudi skladba kot sama zahtevna in tekst in zgodba same skladbe
ni čisto na prvo žogo, ne, trebalo bi malo bolj pameten pristopiti. In kje bi snega, pa smo iskali gradove, pa smo iskali, ne vem, neke jezera, pa vse možne. In na koncu jaz iz službe peljem, pa vidim v sonci tisto čbino škalo, rekel, to je to, grem jutra, grem gor. Tako da je bilo. Treba pokazati tudi nekaj, ker ni tako učiten, ne, pa ker ni tako znan ali kakorkoli, da imamo tudi v kisu. Je že stopilo v pozabo, ne? Veste pa Ja. čbino škalo malce obudili, ne? Smo pa. Prej si dejal, nismo samo 3, tudi 90 nas je včasih, no se šalim, ampak kako? Dobro, Emir je recimo 4, Ljubejeva, ne? Če sem prej prav slišal, glasbenica je tudi včasih, ne? Zdaj, No, mislim, pri vsaki skladbi smo probali drugo ekipo, mislim, nek jedro, tiste, ko so ustvarjali z nami, ne vem, godalni orkester ali pa kvartet, ko je bil, kar dosti jih je bilo, ko so bili od prve do zadnje skladbe, zbor, ženska vokalna skupina Lipa so bile tudi dejansko samo one, kar se zbora tiče, ne. Ampak vsako skladbo smo probali nekako še druge ljudi združiti, pa dobiti na ta projekt, pač neka druga sodelovanja, ko brodijo nova prijateljstva, pa nek nov zvok tudi, ne. Zdaj, ste tudi za ohceti? Ne, da to Zdaj, pa. kako prodreti, da vas javnost vidi? Zdaj, nekaj so socialna omrežja, največ pa verjetno pomeni še vedno, ne, radijske postaje, pa mogoče kakšna televizija. Kako je s tem? Pa podobno vprašanje tudi za Balkan Boyse, ne? Ja, zelo slabo, ne, ampak. Slabo. Ja, Zakaj slabo? Zdaj, to velja kot slovenska skupina, ne? Torej, ne bi radijske postaje, pa televizije so nekako zavezani, ne, da je več teh skladb slovenskih oziroma slovenskih izvajalcev. Kako je s tem? Že sem preveč slovenskih izvajalcev, samo to je. Mislim, ta sito, ko je, sito bi mogel biti malo drugače postavljen, kakor je, ne, samo to. Pa glasbenih urednikov ni skoraj, da ne? Ja, tudi to je. Da bi ga lahko pocukal za rokav, ne? Ja. Mislim, te cajti so mi pa itak tudi plošča ali naša, tudi njihova, se mi zdi, da ni tako na prvo žogo rečemo, ko si Dart ali pa Dan D, pač to so hišni bendi že skoraj, ne, kar je ali nacionalka. Ali pa ponarodili že svoje. Ja, pač imajo bistveno večjo podporo kot kdorkoli drug, ne, pač iz bilo katerega razloga. In tle je dejansko težko priti z nekim orkestralnim zvokom iz 50-ih ali pa iz tiste ere orkestrske glasbe, ne. Čeprav je pač na nivoju ali zvokovno ali pač karkoli že lahko bistveno višji, ne, pa ne rad hvalim, ampak dejansko dejstvo je, da tudi pač ljudje se odvajajo tega zvoka, to pa precej. Ja, če jih obrača se, enkrat jaz verjamem, da bo prišel spet okrog in bo spet kaj takega, da bojo znali ljudje ceniti neko kvaliteto, ne. Ampak trenutno so pač cajti taki, da. Za kateri radijski program je? Ars, ne vem, prvi program nacionalne? Mislim, vsekakor Zdaj, verjetno za Radio Aktual ni, ne? Ker ne, tam je že problem dejansko. 202? Ja, mislim, se nas tudi nacionalka vrti, ne, ampak. No, zdaj pa, če gremo na televizijo. Ok, v petek zvečer, kakšna glasbena skupina, narodna zabavna, še kakšna oddaja. Zdaj, zelo težko je priti nekam v te nacionalne televizijske medije, če res nisi zelo znan, pa ni jih, ne, teh oddaj zelo veliko. Krce, tudi tisto, kar je bilo načeloma nekaj dobrega ali pa dokaj kvalitetnega, ne, se pač odrezali prej slej. Tako da. Škoda, ne? Ja. In potem poslušamo eno in isto, ne? Ja, pa se ni to sam pa nas, tudi so v avto sideš, pa greš lahko tur po celi Evropi, pa imaš radio v avto, pa žgam, pa istih 15-20 komadov se posod, tako da ni pač nekaj. Kako pa je z Balkan Boysi? Dobro, nastopate veliko, ampak kaj pa, koliko se pa slišiš, ko sediš v avto, ko se pelješ v Trbovlje, ne, ko da se vrataš v Zasavje, kakšno skladbo Balkan Boysov? Ne, se ne slišim, ker v avtu nič ne poslušam. Nič ne poslušaš. Edina možnost, da imam mir. Tišino. Ne, se kaj slišimo, zavrtimo, bili smo na prvi vrsti na Valu 202. Posneli smo tam oddajo, ko smo gostovali. Tako da tudi tisti posnetki. Pa ne? Ne.
ne še, upam, da ja. Orle, ki so bili, ne? Kdaj, ja. Se nekaj vrtimo, ni pa tudi pretirano, mi smo pretirano popularni, bom rekel, na radiju. Pa mislim, da predvsem zato, ker nismo še imeli, verjamem v to, kar počnemo. In verjamem zato, ker vidim, koliko se stvar dviguje v zadnjih letih in res napreduje celotna slika benda. In mislim, da bomo ob nadaljevanju performansov teh uživo dobili čedalje več publike, pristašev, te nas pa enostavno morajo pač videti uživo. Na televizijah vas vidimo, vas kdaj povabijo? Ja, takole kakšne oddaje, pa tako kaj, ampak da bi pa gostovali, ne, recimo v oddaji Petek zvečer, zdaj, ki se je pomenil prej. Ali pa tisto nedeljsko popoldne, ko je, ja, ne, to je stilsko smo toliko v bistvu drugačni, da ne gremo v neko jedro popularne glasbe, ampak je to vse en mal out of box. Zoba, pogrešata mogoče, ne vem, nacionalka je to, se mi zdi najbolj primerna, javna RTV, eno tedensko oddajo, enourno, kjer bi bile manj uveljavljene, mogoče malce drugačne glasbene skupine, kjer bi se našel prostor za njih, ne? Enkrat tedensko, ne? Za več skupin. Ti že, ampak pri nas je zmeraj tako, da če bi tako oddajo postavili gor, bi dejansko gledali 3/4 programa, ko bi eden igral na ene sklede, pa drug na glavnik, pa tretji na ven na koga, ne. Pri nas je samo ena ali pa druga skrajnost, ne. Ni unih dejansko, tisto, kar bi dejansko pametno bilo spraviti ven, je težko spraviti. Ali pa priditi bliz, ne. Pri nas je zmeraj pol tisto, kar se Moš biti nekaj ekstra, nekaj čisto drugačen. Prej to po mojem. Odtrgan, da prideš. Ali pa neverjetno dober, ne? Mislim, da si v pravem času sta pravo stvarjo na mestu, recimo recimo Koala Voice mi pride nekako na misel, vem, da je na Valu 202 pogosto Karoli očitno zaljubljen tudi v to glasbeno skupino in jo predvajajo, ne? In so tudi zanimivi, so drugačni, ne? Ja, vsekakor. So zadeli neko nišo, oziroma je iskreno to, kar počnejo. In to se je najdel ob ta pravem času na ta pravem mestu. Zdaj, koliko časa bo njihova pot trajala, jaz upam, da zelo dolg. Ampak bomo videli, posle recimo ena skupina Murphy, Joker Out, ki so zdaj pač vroča roba. Sem bil zdaj v Križankah, sem vnukinjo peljal na koncert, ne? Ja, jaz sem jih poslušal, meni je pač super to. Ampak, ko si prej omenil, če bi bila kakšna taka oddaja, jaz mislim, da Val 202 še vseeno dost svojega programa posveča iskanju, pa ponujanju možnosti, pa čeprav so to drobtince, manjšim zasedbam pa neuveljavljenim. Ja, to drži, to poslušam jaz v Če avto. kdo, potem javni radio. Potem imamo pa tle eno kupico drugih radijev, medijev, ki pa v bistvu ne izobražujejo naroda, kar bi mogla biti glavna posredna naloga medijev. Žal ne, ne? Ne. In potem poslušamo, kako se rekel, na vsake 20 v bistvu, ali pa na 2 ure se zvrsti skoraj. Ja, in škoda je zato, ker škoda je za posamezne regije in pol temu primerno se tudi, pa ne rečem, da vsaka glasba, če najde svojega poslušalca, je super. Pol je za neki, pa če en poslušalec, je za njega ta glasba super, ampak je pa preveč stvar monotona in se ne izobražuje narod in se ne pelje glasbe naprej. Mogoče še eno vprašanje za oba. Jaz se seveda gibljem kar precej tudi na Hrvaškem, tudi kje drugje in ko gledam njihova praznovanja občinskih praznikov, moram žal ugotoviti, da tam ni slovenskih glasbenih skupin, ne? Tudi slovenskih glasbenih izvajalcev, ko pa če to preslikam zdaj v Slovenijo, Trbovlje ali pa Zagorje, ne, 90% glasbenih izvajalcev pride v Zagorje ali pa v Trbovlje prepevati, ki so iz tujine, ne. Ja, pa dobro, tle Radio Aktual odigra glavno vlogo. To je to, ne. Zdaj ni tle neka velika umetnost, to so pač dejstva, ki se jih oni zavedajo, se jih zaveda narod. No pa tudi še prej, ki je bil to Radio KUM, ne? Tudi še prej so župani, ne vem, od
5 dnevov okrog praznovanja občinskih praznikov se spomnimo Zagorju, ne, mogoče 3-4 slovenske glasbene skupine, drugače pa dalmatinska glasba, Parni Valjak, vrhunski, ne, ampak jaz bi tudi kaj slovenskega. Ja, Raj. a spremljaš kriket? Čist, eno mogoče neumestno. Ne. Ne, zato ker ga najbrž nimaš moč kaj gledati. Ja, to je to, ja. Ja. Ja, seveda. Zdaj, ukolikor bomo poslušali še naslednjih 10 let vedno iste izvajalce, Potem ne bomo bomo pač čez ne 10 let Balkan še vedno Boysov, iste ne izvajalce. Lagardo, ne. poslušali. Ja. Ja, pa ne zdaj zaradi Balkan Boysov Ja, ja. pa Lagarda, sploh ne, mislim, takšnih zasedb je v Sloveniji verjetno malo morje. To je tisto, ne, če ješ vsak dan šnicel, ne veš za drugo hrano, ne. Ja, ja, Jaz sem pa gurman, ne. ja. In tudi zato rad poslušam, tako kot si dejal, Val 202, kjer praktično, tam pa res lahko slišim res različno zvrst, ne, Ja, glasbe, ne. Tudi v živo je veliko igrajo, sploh v tem korona času, pa mimogrede, ne. Korona čas, ni za nikogar ni bil dober, ne, ampak za glasbenike pa, Ga ni nekateri bilo. so pice razvažali, pa tako naprej. Ja, ga ni bilo. Ga ni bilo, ne. Zdaj, ti imaš srečo, ne. Si zaposlen v Ja, glasbeni šoli. Ja. Ti ne živiš tudi od glasbe, ne? Delaš v podjetju. Glasbeni trgovin, tako da. No, super, joj. Pisalo na kožo, ne? Ja, verjetno je bilo pa res težko za tiste, ne? Ja, Ki mislim, živijo je bilo glasbe. vse itak. No, jaz za sebe ne smem reči, da je bilo meni slabo, pač, okay, itak so se zreducirali špili, ne, ampak mi smo glih tada imeli dejansko ta glavni ruker, ker je bilo študijskega dela pa finiširane plošče, tako da imeli smo pač kak minus zaradi izpada kazga ali snemalnega dne, ampak bil je pa saj čas, da smo lahko sproducirali vse tako, kakor smo hoteli, tako da je bilo malo več časa za ploščo zrihtati. Ste že igrali v Zagorju? Ja, 2krat smo pa res. Povabljeni bili na kakšno osebno prireditev? Tudi ena bila občinska prireditev, ena pa ob otvoritvi novega odra v kulturnem domu. Čim več tega, ne? Ja, se tudi Da vas dejansko vidijo, ja, pa slišijo. Kakšni so načrti, oba? Tvoji, Ja, zdaj, povezani z ker glasbo? plošča je Zdaj je treba prodati, Ja, ne? zdaj Kje se treba dobi to. mimogrede? na spletni strani, lahko Na spletni vsi strani? Lagard, Lagard. -official. Smo se odločili že pred časom, da smo spletno stran postavili samo zato, da ljudem omogočimo brezplačen prenos albuma. Torej tako brezplačen da- prenos. V te stroške smo šli dejansko samo zato, da lahko delimo svojo glasbo in da vsak, kdorkoli pa če poslušati našo glasbo, tisti, kdo bo hotel nekaj materialnega v roko dobiti, Bo plačal. z knjižico ne bo plačal, bo pač poslal mail in se bomo že zmenili, da dobi album gratis. Dokler pač bo naklada zdržala, ne. Za vse ostale, ki pač so bolj digitalno usmerjeni ali pa kakorkoli, imajo pa na spletni strani dejansko in vse podatke o nas in kompleten album za free of charge. No, zanimivo. Tako da zdaj, ko je album odzun, štartamo malo na televizije, štartamo na tujino, tuji trgi so za našo zvrst bistveno bolj dojemljivi in bistveno več je radijskih postaj in festivalov, kjer bi lahko dejansko prišli zraven, ne. Tuji trgi. Ja, mislim, ker je Evrope, je, ne vem, Nemčija, Švica, Francija, so zelo močni trgi za tako Kaj pa bivše jazzovsko orkestrano. Jugoslovanske republike? Jaz dol Lagarda ne vidim. Ne. Mislim, porajala se je neka ideja, tudi ko smo z Emirjem pač tisto skladbo naredili, ne. Ampak se mi zdi, da je to nek malo bolj zaprt trg sploh za take stvari. Da zdaj planiramo bolj na to, zdaj bomo pa videli, kaj bo Še- čas prinesel. S kako drugo skupino, kaj? Je to zdaj? Trenutno, mislim, a jaz osebno, Ja. mislim, itak delamo z Emirjem skozi, kaj se zmeraj kaj najde, kaj novega. Funk Fu je tudi ena od skupin. Ne, me je to pop Kišeška, mislim. ne poznam. Ja, ta pa tudi ena taka multi iz vse posod, je pa tudi Tilen, ko igrava skupaj pri Lagardu, je pač tam vodja. Tako da zdaj štartamo pa držimo pesti, da se odpre.
Tvoji načrti, dobro, glasbena šola, ne, še kar naprej, ne, Ja, poučevanje, ja, to je kakšen nastop v predsedniški palači, ne, kakšen musical, pri bodočem predsedniku. ja, ne vem, kdo ne bo. pa predsednici, bomo videli. Ja, videl. Ja, ne, načrte imamo z Balkan Boysi, snemamo že naprej novo ploščo. To bo drugi, ne? Četrti album. četrti To je že album. tretji. A, ta je Naprej, tretji, ja. aha. Moj pa Prvi- drugi, prvi a, tvoj je drugi. odkar sem jaz, zdaj snemamo drugi, odkar sem zraven. Tako da to pripravljamo novo sezono, novo izvedbo koncerta. Upamo, da bo ta zima naklonjena glasbenikom in druženju širše populacije Upajmo, ne? in da bo tako tudi naprej. Še kakšna druga glasbena skupina, glasbeni izvajalec, ne vem, Nuška Drašček, še kaj, še kakšno sodelovanje? Ja, občasno se z Nuško igrava še, čisto odvisno v bistvu od priložnosti, kaj Nuška potrebuje kot, bom rekel, vseeno kot neka. Da bo še kaj Vlado Kreslin potreboval? Ne, Vlado Kreslin ima svojo zasedbo, ki je vrhunska in to smo tako projektno, ko pa se najdemo, predvsem Balkan Boys in Vlado Kreslin, pa radi kaj skupaj ustvarimo. No, lepo. Sama rada poslušata glasbe, ti si delal do avto, ne? Kaj pa sicer, kaj je tebi zdaj klasična, ne vem, jazz, blues, kaj ti je najbolj všeč? Jaz sem odrastel z Jugorokom. Jugorok, Ja, kaj je to? Belo dugme. Belo dugme, Mislim, tam sem doma. legendarna. Tam sem doma. Enkrat sem jih celo v živo poslušal. Ja, ampak ne, poslušam pa V vse. Ljubljani na Kodeljevem? Ne, v Bosni je bil koncert, tle v Ne, Ljubljani jaz sem nisem. jih Iliriji, no. Ja. Aha, ja, ne. Ne. Ampak sem bil dosti mlajši, to je bilo 15 let nazaj verjetno. Ne, drugače pa poslušam vse. Vse. Resna glasba, country, pop, Pa si, jazz. imaš kakšno slovensko skupino, ki ti je blizu? pa ful je dobrih, tako kot sem rekel, Joker Out, Murphy so trenutno zelo vroča roba, upam, da bojo naprej tudi. Vztrajajo. Drugač pa neka ikona v Sloveniji, ki vsakič rečem kapo dol je Magnifico. No, še kar, ne? Ja, Rastura, ne? ja, pač ima nekaj Ima nekaj več. več. Ja. Kaj pa ti? Jaz sem preskočil vse, kar je Emir na začetku poslušal, po mojem, Jugorok. Čeprav ga zdaj igram, vse posod, pač ker je, ne se pač to pride. Saj smo vsi začeli s temi, ampak jih poslušal, pa res nisem nikoli to. Sem pa vse ostal. Pač začela se itak s harmoniko, tako da je bilo narodno Narodna zabavna, zabavna, je bila v štartu, ne. Pa naprej pač do. Zdaj najbližji pač neka orkestralna, jazzovsko usmerjena, big bandovska, rečemo, glasba. To, da mi je tako najbližji, no, ampak se pravim, poslušam pa vse. Večina pa jazz, blues. Radijska postaja, ki jo poslušaš? Zelo malo. Zelo malo. Avto nimaš? V avto ni radija pri meni. Mislim, da bi ga nekaj poslušal od Ljubljane do Zagorja vsak dan. Ne. Ne. Kaj pa delaš v tem? Gledaš na promet, ne? Ja. SD kartica, CD, razna. Aha, to pa je, ja. Mislim, ja, ti že, ampak se tudi ni vsak dan, no. Je bolj izjema prej kot pravilo, tudi pri meni, ker je res, doma je glasba, čez vikend je glasba, v službi je 8 ur glasba in dejansko res avto, tista 1 ura ali pa 2 ure na dan, ko imaš lahko mute. Pa sej In znaš tudi ceniti pol tiste 1 uro tišine. Luka, Ne. sej tudi nogometaši avto ne igrajo nogomet. Ja. Morajo pozirati. Ja. Čeprav včasih smo tudi avto poslušali, da tekme, prenose, ne. Še ni bilo tukaj televizijskih teh postaj. Ja, hvala vama, ne, ob koncu, ne, ko se bomo že poslovili, še ta Čibinova, ne, skladba, ne, posneta na Čebinovi skali, ne. Tako da, hvala, ne. Jaz upam, da še da je priložnost, da Enako, kakšno za povabil. rečemo, ne. Ja. Rečemo. Z veseljem. Hvala. Prisluhnite, ne, in srečno. Olá, Brasil! Hoje tenho algo novo, algo diferente. Diretamente para vocês, da Eslovênia, com muito amor, uma canção chamada Go East. Apresento-lhes Lagarde.